Hvala lepa, Barbara Narode, čudovita glasba. Še enkrat lep dober večer. Zelo sem vesela, da vas je toliko tukaj, ker 3 mesece se nismo videli, pa sem vas tako pogrešala, da sem se odločila, da pridem nazaj. Dušan Šarotar tudi prihaja, kljub temu, da slabše govorim, po operaciji jezika se moram kar malo potruditi, tako da, če me ne boste razumeli, pa vprašajte, kaj sem rekla. Dušan, dober večer. Torej, vidiš, koliko nas je? Dušan prihaja, kar vzem. Dušan Šarotar prihaja z Vrhnike, kjer je bil med 3 nominiranci, 2 nominiranki in on za Cankarjevo nagrado. Kdo jo je dobil? Simona Semenič. Simona Semenič. No, jaz sem navijala zate, jaz pošteno povem. Ampak sem tudi za Simono vesela. Si pa še v enem finalu za Kresnika. Tako da, prosim lepo. Naslov je z nami njegova zvezdna karta, ki je ena sama poezija. In tukaj je vam znana Irena Štavdohar, ki je Delova zvezda, publicistka, ki piše o knjigah tako, da se vsi čudimo, kako je možno, da je prvič jih toliko prebereš, drugič, da si vse to zapomniš. In tudi v knjigi Filozofija, ki je nocoj poleg tebe seveda naša osrednja gostja, boste videli, koliko je lepih misli filozofov, citatov, ampak od citirih vzanjo, Vesna je vrtnarica jezika. Tako da upam, da boš ti tudi nominirana. Zakaj? Ker sem največji paradiznik. Dragi Dušan, ali bi ti prebral en odlomek, ali naj ga Irena prebere, če si utrujen? Nisi, povej. Se opravičujem, nisem se pozdravil, dober dan, res pripeljal sem se z avtom, preletel gor in sem se veselil tega, da le ne zamudim, ker redke so priložnosti, da si med ljudmi, v družbi veliki, ampak se počutiš varnega. In jaz mislim, da to je bistveno, da se družiš in da sediš in se pogovarjaš z ljudmi, med katerimi se počutiš varnega. Namreč pogovor, pa tudi tišina je možna samo med tistimi ljudmi, ki se na nek način pač imajo radi. In v Prekmurju z mojimi prijatelji včasih se redko vidimo, ko pridem tja in se posedemo in včasih naročimo kaj in samo sedimo v tišini.
In se mi zdi, da se takrat največ zmenimo, da se nekako razumemo. In seveda, zdaj ne bom z vama samo tiho, ko bi bilo najlepše, bi bilo lepo, se bomo pogovarjali, ampak jaz bi prosil, če da je mogoče Irena res prebrala, zato ker ko bi rad slišal, ker ta knjiga je napisana z ženskim glasom. Ja, To ker pa je res, že ja. pripovedovalka Tako. in ker ima Dušan animo tako razvito, da je v njem živa ženska energija. Ni pravega umetnika brez anime. Ni. Torej, preberite Vlomek, Irena, si za? Ja, jaz moram reči, da me je ta knjiga tako zelo mila, zelo mi je pri srcu. Moram reči, da sem tako zelo uživala, ko sem jo brala. Sploh ne znam povedati, zdaj, ko si lepo tako povedal o tišini, pa ko sem tudi brala manjšino knjigo o tišini, mi je tako neverjetno, ker je ogromno nekih misli notranjih monologov in zraven se zdi, da teče neka taka reka tišine, zraven vseh teh misli. In sploh ne vem, kako je možno, da v neki knjigi ves čas preskakuješ čas in se nekje vse spet poveže. To se mi zdi res tako mojstrstvo, no? Ker jaz sem pač dramaturg in se ukvarjam s časom in se mi zdi, da je prav mojstrsko napisana, tudi glede same strukture. No? Hvala. Danes, že dialog je, ne? Smo zjutraj, preden smo se spakirali gor na Vrhniku, smo sadili rože na vrtu in sem se takoj spomnil, ne moreš biti srečen, če nimaš pod spodaj, pod prstom malo mazan. In smo rekli, ajme pa se še prej umažimo. In smo smo presadili limonovce, pa pomarančevce, pa hortenzije smo sadili, pa tulipane smo dajali ven. In sem ves čas mislil, evo, to je tako v tvoji knjigi. Tudi takrat misli preskakujejo ali pa niso nikjer. Ne? To je tako iz gredice v gredico, iz spomina v spomin, od besede do besede, pa seveda na koncu v tišino. In je tisti hitro čas, ne, ko smo to delali, je zelo hitro minilo, pa smo delali 3 ure in ne, ta osredotočenost, kateri Irena zna pisati tako fantastično. Ne. Vsak človek ima na svetu eno nalogo. Vsi smo na svetu samo za eno nalogo, imamo eno odgovornost. Vsi smo na mestu nekoga. Nekdo je na mestu pred nami pisal, pač so rekli, zdaj pa naj ta. Nekdo je vrtnaril pred nami, pa zdaj mimo. Vsi nekaj združujemo. Ne? Vsi, in ko pišemo, ne? Ko smo tiho ali pa v tem nekem notranjem dialogu, se lahko s temi, ki so pred nami, pogovarjamo. In zato jaz pravim, ko je vrtnarjenje, pa tudi poezija, dialog z mrtvimi. Ja. Ja, Irena zapiše, kdor grebe po zemlji, ima čiste roke. Ja, to se mi zdi res, ja. Ampak tudi ti, a ne? Ne, ampak tako se mi zdi, da tudi ti, ki ves čas gledaš svoje prednike, pa raziskuješ te zgodbe, tako me je zanimalo, na kakšen način se spominjaš tega, kako si blizu tem svojim prednikom, a či spadaš, ker geni so le nekaj, kar je v tebi, je del našega DNK, to, o čemer pišeš. Tako da sem se veliko spraševala, kako te spremljajo te duhovi, koliko časa s tabo hodijo. To se jaz učim pri Manci, kako se s tem rokuje, z duhovi, kako se rokuje z duhovi. Eno je, seveda, malo smo vsi amaterski arheologi, ne? Nekateri kopljajo po starodavnih svetiščih, po 1500 let starih najdiščih, pa izkopljajo kaj in potem pravijo, ob tem vrču so se pogovarjali, ta vrč je pomenil to, v tem grobu so pokopali to, pa to, ta zlatnina pomeni to, pa to. In mi na tak način, kot izkopavamo arheologi neke stvari, si pač potem ustvarjamo zgodbe okrog tega. Se ne vemo, če je točno tako bilo. Jaz pa nimam pač niti tega znanja, nisem arheolog, ampak imam pa ogromno bližnjih predmetov, nekih vsakdanjih. Vsaka hiša je polna nekih drobnih predmetov, spominkov, pa se včasih sprašam, odkud je pa ta ura prišla,
odkot pa ta zvezek, odkot pa ta knjiga, ne? In seveda potem tudi kaj prebereš v starih časopisih, kaj ti povejo in potem se s temi stvarmi na nek način pogovarjaš in ustvarjaš pač zgodbe. Včasih se tudi kdo, celo slišim kakšen glas iz daljave, jaz ne vem, odkot prihajajo ti glasovi, kako daleč z neke globine časa in prostora in ko odkrijem pripovedovalko, ki je voljna to povedati, potem mi samo prisluhnem. Ja, to je čudežno, res. No, ti se pripravljeno zelo. Janez Pipan, en genialnih režiserjev, je tako lepo napisal v tvoji knjigi na zadnji strani. Dušan Šalotar je dogajanje svoje pripovedi umestil v tisti spominski čas, ko so predmeti še govorili zgodbe ljudi. In ti predmeti so v tvoji knjigi vsi živi. In to je tako lepo opisano, kako ona v kovček daje srajce svojega moža. Kakšen je ti kovček, vse ima duha časa in ljubezni. To je čudež. Pa tudi recimo telefon, tako ga telefon opišeš, kakšen je in kar trgovino, tako res neverjetno živi. Železniško postajo, da ne bomo rekli. No, zdaj pa le preberi Pa tako odlomek. si žalosten odlomek zbrala Manca. Ja, zato ker knjiga in sploh, če boste Dušana pogledali, v njem biva melanholija. To je neke vrste žalost, ampak to je plemenita žalost, to je lepa žalost, to je tista žalost, ki nas vse objema in govori, da nismo sami. Takoj bom, je rekla Roža. Povej jima, da bom takoj pri njiju. Dvignila je roko in nalahno potegnila drobno črto še čez spodnjo ustnico. S tleskom je zaprla šatuljo in jo potisnila v predal. Ko je stopila iz spalnice, smo vsi za hip umolknili. Bila je lepa ženska. Če pomislim, se sploh ni postarala. V spominu jo imam nespremenjeno, takšno, kot sem jo videla tistega dne, ko sva se prvič srečali. Čeprav je bila mlada, je bila polna skrite sile in bogatega notranjega življenja, o čemer je pogosto pripovedovala, ampak tega nikakor ni kazala navzven, kot da bi bila naslikana. Drobna fotografija je porumenila, njen zreli resnobni pogled pa je ostal. Njenega okroglega, na videz hladnega in pretirano resnobnega lica, kot bi se za njim ne skrivalo plemenito vztrajanje in predano srce, niso mogle spremeniti niti solze, niti smeh. Včasih sem se čudila, zdaj ne več, je rekla žalna, kako je zmogla ohranjati mirnost in vztrajnost, še posebej takrat, ko je zagotovo že vedela, da z otrokom zadnjič pripravljata prtljago. Bilo je sredi maja leta 1944. Spomnim se, da smo bili brez rož na oknih. Vedeli smo, da je sobota že prazna. 26. aprila so odpeljali vse Žide iz mesta. Zbrali so jih na soboški sinagogi, z njimi je bil tudi zadnji soboški rabin, dr. Lazar Rot. Podobno je bilo tudi v Lendavi, ter jih deportirali v Auschwitz. Glas o katastrofi je prišel še isti dan iz mesta na našo postajo. Zdaj smo samo čakali. Franc je bil že več kot leto dni z doma. Najprej je bil mobiliziran v madžarsko vojsko, po Hortjevi kapitulaciji pa so ga Nemci internirali v taborišče na prisilno delo, kot mi je skopo povedal pozneje. Kopal je strelske jarke in zakopaval mrtve, to mu je rešilo življenje, da se je po vojni peš vrnil domov. Mislila sem, da nas bo najhujše obšlo. Minilo je že 10 dni, mogoče sem gor ne bodo hodili, sem se tolažila. Tudi živeli smo tako rekoč na železniški postaji, bila sem kot utrpla. Vsak list, ki se je zganil, vsak cvet, ki se je odprl, sem slišala. Roža je zbrano in premišljeno spakirala bel ameriški kovček. Topla oblačila za sina in zanjo. Bila je že cvetoča pomlad, prihajalo je visoko poletje, vendar je mislila že na zimo. Hudo je, če nimaš ničesar toplega obleči. Najlažje se je sleči, je rekla Evgenu. Minilo je še nekaj dni, bila sta pripravljena, potem se je vse pomirilo.
Prišli so sredi dopoldneva, imeli so seznam. Gladko so prebrali njuni imeni. Rozalija Švarc, 39 let, mati. Evgen Švarc, sin, 11 let. Ja, je rekla Roža. Otrok je bil prepričan, da je prepoznal nekaj vojakov, spomnil se je iz fotografij, ki jih je videl pri Schnauerju. Aha, okej. To je on, je rekel materi. Velik bel kovček so vrgli na voz. Ustavili so se še pri drugih hišah, kjer so živeli šalovski Židje. Tistega dne, 10. ali 11. maja 1944, so bile iz Šalovec deportirane družine Vogel, Singer, Šauert in Švarc. Najprej so jih odpeljali v manjši geto v Monošter, nato so jih premostili v veliki geto v Sombotel. V koncentracijsko taborišče Auschwitz so prispeli z 2 velikima transportoma, 7. in 8. julija 1944. Do konca so ostali skupaj, vrnil se ni nihče. Hvala lepa. Lepo, ne? Ta odlom sem zbrala Dušan zato, ker je v njem povzeta cela zgodba. A ne? Vsi junaki so imenovani, zgodba je tukaj povzeta, ker knjiga pa ni tipična zgodba. Knjiga je nizanje spominov v 3 časih, ker pripovedovalka vidi naprej. Tudi to ima ta dar, videla sem, reče. In zato, da boste vedeli, zakaj v tej knjigi gre. Lepota te knjige je pa v tem, da se mi zavedamo, da smo sestavljeni iz teh fragmentov spominskih, ki jih pa Dušan ti tako opisuješ, da si zdaj ti skoraj žuhala, ne, pa si malo pohitela. In večkrat praviš, da pišeš eno samo pesem. Vse tvoje delo, poezija, proza in fotografija, ki je v tej knjigi enakopravno izrazno sredstvo lepote in spominov in te melanholije tvoje lepe, da je to vse ena in ista pesem, ki jo samo preigraš na en drugačen način. Te nam ti povej o svoji pesmi. To je zelo preprost odgovor, ne? Ampak dolgo je pa bilo potrebno, dolgo sem hodil, dolgo sem iskal, da bi pri sebi našel te zelo preprosti odgovor, ne? Zakaj sploh pisati? Zakaj je sploh na svetu književnost? Sej bi lahko bila znanost, bi lahko bilo novinarstvo, lahko bi bilo marsikaj drugega, ne? Zakaj pa na koncu samo še pesem, ne? In ti preprosti odgovor je samo zato, kako bi pa vedeli, da je na svetu duša, če ne bi bilo poezije, ne? Vse bi drugo vedeli, ampak ne bi vedeli, da je pa duša tudi, ne? To se pa izraža na nek drugačen, poseben način, ne s tem vsakdanjim, niti znanstvenim, niti religioznim, niti političnim, kaj šele sociološkim ali zgodovinskim, kakršnikoli jezikom, ampak vsi govorijo, ne, vsi raziskujejo, pišejo, ampak na koncu, ko beremo pesem, vemo, da beremo pesem. Ampak kako? Ne? Kaj je tisto, kar loči vse to od nekega drugega pisanja? In potem sem si mislil, to, kar pišem, pa to, kar fotografiram, pa kar slišim, ne? Kako vem, da je to sploh poezija? Ne? In sem si rekel, to je duša, ampak to je ta duša, ki je neka posebna duša, ki temelji, ki je samo v literaturi, ki je samo v poeziji, ne govorim zdaj o religiozni, ne? In to mora biti povedano z nekim drugačnim jezikom. In ta drugačen jezik je tako, kot se recimo običajno, vsi znanosti se sprašujejo, tudi filozofija, ne, v nekem temelju govori o tem, da je vse iz vode, da se pride iz zemlje, da je vse iz vetra in da je vse iz ognja. Iz tega vse zraste, ne? Vse. In tudi vse narejeno.
Ampak pesem ni samo iz tega. Pesem mora biti napisana z ljubeznijo. To je ta nek peti element in ta jezik, ne, potem lahko govori o nečem, kar je presežno. Drugo, ne, ponavadi se vsi sprašujemo, kaj je to? Ne? Kaj je to? Kaj je to? Vse to imenujemo, iščemo jezik. Kaj je to? Odkot je to? Zakaj je to? Ampak, ko pišeš poezijo, se pa sprašuješ, kako je lahko to? Ne sprašujem se, kaj je zvezda. Ne sprašujem se, kaj je fižol, če tako rečem, kaj je duša. Ampak, kako biti fižol? Kako biti duša? Kako biti zvezda? Ne nazaj, kako biti človek? Vse znanosti sprašujejo in vejo, pravijo, to je človek, ne, antropologija in vse to. Ampak samo poezija lahko reče o tem, kako je biti človek. In neka tretja stvar, ko je Irena že, ko me sprašuje, pa je lahko to posredno, ne, kako lahko ta spomin, ne, nekaj, kar nisem sam doživel, ker sem premlad, ne, da bi bil leta 1920, 1930 samo udeležen. Hkrati sem pa že nekaj časa povem, da sem tudi prestar, da se ne bi spominjal. Namreč, ko to nehaš, potem zgubiš nit s preteklostjo. In to se lahko dela tako, da se nenehoma pogovarjaš z mrtvimi. Ali skozi predmete, ali skozi branje, ali skozi spomine, ali skozi pogovor. In potem, odkot prihajajo pravzaprav spomini? Kje so shranjeni spomini? Ne? Odkot on prihaja? To bi rad povedal. Iz česa so narejeni spomini? Spomini niso samo od tega, kar smo se naučili, kar smo prebrali, kar so nam povedali. Bistveno je, da so spomini narejeni tudi iz tega, kako so se nas dotikali, kako so nas božali, ali so nas tepli, ali so nas preganjali, ali nas je bilo strah, ali so nas pobili. Vse to je shranjeno nekje. Ne? In tudi tistega, kar se jaz ne spomnim, se moram samo zdaj pogledati in se spomniti, kako jaz delam z drugimi. Tako so drugi delali z mano. Drugi so delali na lepem jeziku in tudi jaz zdaj govorim in me ni sram lepih stavkov. Janez Pipan Veliki je svoj slavospev Dušanu Šarotarju takole zaključil. To je zgodba, ki je Dušan Šarotar ne bo nikoli prenehal zapisovati. In je poleg vsega drugega visoka pesem slovenščine in primer slohovne dovršenosti, kakršne je malo v slovenski literaturi. Ampak je, Dušan, ker ti si. Zdaj se bomo pa na filozofijo. Jaz se strinjam. Ne bomo začeli ljubati in pol je konec. Ker sem ti rekla po telefonu, da ko berem Dušana, da se tako počutim tako kot majhno, kot da sem pod Rimsko cesto. A veš, tako, res pred tem tvojim jezikom, pod temi zgodbami, ki jih gledam gor, res tako prav neverjetno. Pa še tako lepo govori. Ampak vse je to ljubezni. No, sej. Ljubezen nas pa ne dela mejne, ampak velike. Vem, ampak pogledi so tisti, ali pa, kakorkoli. Jaz se ti zahvaljujem za vse, Dušan, vse veš. Zdaj pa, draga Irina, ti si tudi neverjetno dragocena. In zdaj boš pa ti prebral, kaj si ti o njej napisal, ker ona ne ve, veš. Ne, to je presenečenje. Na. Jaz imam rada presenečenja. In nisem Ireni povedala, kako darilo je Dušan napisal. Ne sem rekla. Zdaj smo
od zdaj naprej smo še bliže. Jaz pravim tudi, ko si z Monco ne piševa, pa ko smo tiho daleč eno od drugega, se pogovarjava. In ona me je tega naučila, v bistvu, ali pa spomnila, da to med ljudmi tudi še obstaja, da se lahko pogovarjajo tudi, ko so kilometre daleč, ure daleč, ne ve, kdo je kje in se nekako razumeta in tudi dostakrat, ko smo se pisala pismo, sem prav, joj, prosti, jaz sem se mislil, da tebi pišem pismo, pa sem se samo s tabo pogovarjal. Pa je že bilo vse. In točno, glej, to ti hoče reči. Jaz sem bil prepričan, ne bom nič rekel Ireni, ne bom mi pošiljal, kar sem mi napisal, mogoče boš je ti, ampak sem vedel, da je to in sem bil tiho in sem mislil, evo, to je ta. Pa smo se razumeli. Sva se razumela, kot vedno. Poslušaj. Pa bom od začetka napisal, tako kot je napisano v pismih. Draga Manca, res je, Irena je napisala pomembno in predvsem lepo knjigo. Sem jo bral v tišini našega vrta. Pošiljam nekaj vrstic o mojem doživetju knjig. No, in potem je to. Irena je v fiziologiji odkrila jezik, skrito in nevidno snov, ki oživlja, hrani in zdravi duše. Irenini vrtovi so na las podobni pesniškim pokrajinam. Ustvarjeni so s posebno pozornostjo, domišljijo in prepredeni številnimi spomini in bogatimi referencami na razsvetljene trenutke sredi gredic, polnih sočnih ter pisanih vrtnin. Predvsem pa je to ena sama pesem, izpisana v razkošnem slovarju, ki na novo odkriva in poimenuje predvsem občutek za notranje vrtove, narejene s skrbnostjo in potrpežljivostjo, ki nas hranijo svojo lepoto. Pesnik je najprej napisal fiziologijo, potem je vrtnar ustvaril vrt. Irena je vrtnarka jezika. Hvala ti. To pa res, hvala. Hvala, Dušan, tako lepo. Mi je narodno zdaj malo. Ja, pa preberi eno zlom. Zdaj pa spet moram jaz. Ja, svojega enega kratkega. Ampak res čist kratkega. Ja, da boste vrtnarico jezika zaslišali. Dajte še kaj govorite. Medtem pa mi govoriva v tišini. Bom še to povedal, pa to, če se že počutimo varno, pa lahko povemo karkoli. Resno, Irena, ta knjiga me je očarala samo zaradi tega, ker ona ima svoj predmet, ne? To je vrt, pa so pač vrtnine, pa ono pa tri. Ampak to ni knjiga ne o vrtu, pa o takem, ne o vrtnarjenju, pa ne o kolobarjenju, ampak je to knjiga o teh, kot sem tukaj rekel, v notranjih vrtovih. Ko se spominjaš na vrt. Prav razumem, jaz sem tako to bral, je to spomin na leto. To bi lahko bilo leto na vrtu, ki ga ni več, ali pa ki sem ga opustila. To je ena sezona na vrtu, ja, imaš prav. Tako. Ja. In to je, tako se piše poezija, ne? Ja, to lepo mi je, ker nimam se za pesnika, nimam se niti za pisateljico, jaz v bistvu sem publicist, zaljubljenec v časopise, v svoje bralce. Tudi vrtnarka nisem v tem smislu. Nisem, tudi vrtnarka nisem. In to je pomembno, to je zelo pomembno. Hvala ti, res. Manca je predlagala tega, ne? Vsak vrt ima svoj ritem, tako kot mnoge najpomembnejše stvari v življenju. In ptičje petje je v njem najlepša melodija. Poleti se včasih, ko lastovice letijo čisto nizko in lovijo mušice, uležem na tla in gledam, kako švigajo po nebu. Ker sem vodoravni del zelenja, se spuščajo čedalje niže. Počutim se kot Michelangelo, ki je nekoč ležal visoko na lesenem odru, tik pod stropom Sikstinske kapele in slikal modrino nebes. Nekoč sem na vrtu našla ptičje gnezdo, ki ga je najbrž od nekod prinesel veter. Drobna umetnina iz suhih travnih bilk, ptičjega puha in pajčevine. Mehka postelja za jajčka, valjenje in mladičke. Gnezdo je bilo tako posebno, da sem ga odnesla domov in ga dolgo hranila na omari, dokler ni razpadlo.
Bilo je majhno, kot je bil majhen park, ki ga je zgradil, morda samček in samica sinice, šmarnice ali vrabčka, popolna organska skulptura. Kako lahko nekaj tako natančnega in udobnega ptica ustvari samo s svojim kljunom? Kako ga pritrdi na drevo, kako ve, kje ga zgraditi, da ga ne zmoči dež, odpihne nevihta, uniči toča ali najde maček? Kako mlada ptica, ki prvič gnezdi, sploh ve, kako ga zgraditi, kateri material je najboljši in najmehkejši? Kako mladički vedo, da se ne smejo oglašati, če mame in očeta ni v bližini? Zakaj so jajčka ptic tako različne barve? Škorec ima nežno modra, kos grahasta, taščica svetla z rjavimi pegami. Hvala lepa. Irena, draga, težko je po taki lepoti Dušanom in tvoji zastavljati vprašanje. Ne? Dušan, bi jo ti kaj vprašal? Seveda bom to, ker seveda to sem fasciniran, ker jaz pač berem, ampak to, kar pa Irena nam posreduje, to bogatstvo preberanega, je pa čisto noro. Pa me prav zanima, koliko več prebereš, kot napišeš, ker namreč pišeš pa noro dosti. Ja, v bistvu ves čas berem in ves čas tudi pišem. To so te novinarske, ki moraš v bistvu vsak teden nekaj napisati. Ne? In nek tak esej, ki bi lahko ga pisal en mesec, ga moraš končati v nočeh in hkrati še prebrati knjige, o katerih pišeš. To se vse zgodi v enem tednu in zato včasih se mi zdi, da kar pozabim, kaj sem pred enim mesecem že brala in pisala. In ko berem prav zase, ne zato, da bom pisala, berem v bistvu na nek drugačen način, počasnejš, bolj z užitkom. Čeprav se mi zdi, da imam to srečo, da sem zelo taka hitra bralka in da imam zelo dober spomin, da se zelo dobro spomnim pomembnih stvari, ki jih potem vključim v... In potem se mi zdi, da več, ko človek bere, bolj te knjige komunicirajo o tebi med sabo in potem imaš pred te reference, kako jih začneš povezovati in to se mi zdi taka kvaliteta tega, da tako dolgo v bistvu pišem o knjigah. Ja, ja. Dušan, jaz sem imela in pretep, ko sem tebe brala čist počas, da se ne bi hitro nekaj samo zložila, pa pol spet mal. In tebe, kot da sedim v kinu in pred menoj so slike, ki so v bistvu v mojem srcu doma. In to sem se ob tvoji knjigi spominjala svojega otroštva, ne samo, da smo imeli vrt, ampak moj oče nas je učil brati s knjigo Erjavca in še danes vem, kakšna je bila naslovna stran, ena je bila z eno mravljico. Fran Erjavec je bil v naši družini eden najpomembnejših pisateljev slovenskih nasploh. Zaradi te knjige o živalih. Ja, pa še neke druge. In to je vplival na vse nas, da je moj bratranec Mastnah zdaj v Arboretumu in tudi sam piše knjige, odlične o vrtnicah in tako naprej. In to vse po zaslugi Frana Erjavca, ker je bil še čist majhen, da smo skupaj brali to knjigo. Skratka, knjige, če so res napisane dobro in z ljubeznijo, spreminjajo svet. Dobesedno. Se ti spomniš Erjavca? Tudi moja stara mama ga je imela, ker jaz pa tudi to knjigo sem na nek način posvetila seveda starim mamam, ker od majhnega sem hodila tja na počitnice in nič mi ni bilo lepše, kot sedeti v garteljcu od stare mame, ki je bil tako krasen, ograjen z leseno ograjo. Notri je bilo ogromno vrtnic in nekih starinskih rož, ki se jih danes po moje sploh ne da več dobiti. In ja, ta spomin na moje stare mame je bil inspiracija na nek način za to, da sem imela vrt, tudi tako, ko pišemo v uvodu, tudi to, da ko sem začela vrtnariti, sem čudežno ugotovila, da vse že vem.
da vse vem, kera solata, da kako se reče temu, kako se posadijo. Ker zato, ker sem opazovala svoje stare mame, kako so to delale in se mi zdi res neverjetno, da je tak spomin tudi ostanel v tebi. In potem pa še to, ne, na vrtu, to, ki je Dušan prej rekel, ta zanos, to, ki ga občuti pesnik najbrž, slikar, ki slika. In tudi vrtnar, ki vrtnar, to, da tako kot otrok, ki se je zaigral popolnoma in je bil v svojem zanosu in ni vedel, kako odteka čas, ni slišal več ničesar okrog sebe. To se tudi na vrtu zgodi, da zelo padeš noter in ta zanos me je, ker sem veliko brala o nevrologiji, me je zmeri pač zelo zanimal in sem ga redno pač doživljala pač na vrtu. Ja, hvala, da si omenila tvoje stare mame, ker to je tudi moja stara mama. Jaz sem mislila, da v svoji stari mami berem, ali pa ti v tvoji. Zdaj sem to še reči, ne. Tudi jaz se spominjam, recimo to, kar pišem tukaj v vrtu in pač v knjigi. Od stare mame pa od starega očeta, ko sem bil še zelo mali deček, v Soboti so imeli ogromen vrt za hišo in potem, kar je pa zanimivo, zdaj se mi zdi, da sem celo življenje, ko sem ga preživel po blokih, pa po podnajemniških stanovanjih, pa drugače, vedno nekako daleč od vrta, stran od vrta, ne. In prvo pismo, ko smo si začeli pisati, smo se preselili v hišo. Modro sobo. V modro sobo in na vrtu je bil pač prejšnjih lastnikov, ki so pustili vrt, ne, ki je malo že upadal, malo je že tak bil, ne. In se v nekem trenutku se je ta v meni neko zganjalo, neka vnema, da treba pa vrt obnoviti. Ne. Vrt je pa treba dvigniti, mu dati nazaj življenje. In kako bo nek deček, pač kak fantek z dvema levimi rokama, kot so mi vedno rekli, ko nisem za nobeno delo, ne, ker pač nič ne znam narediti, sem iz tega prav spomina, ne, ki je pa popolnoma jezikovni, saj drugo nič nisem vedel, samo kako se čemu reče, kako se, predvsem pa kako ta zanos. Smo zdaj v letu pa pol, že drugo leto, ne, in vidim, da vse raste, vse uspeva, vse je lepo in vsi se tega veselimo, čeprav pravim, lepote ne moreš nikoli uničiti. To je neuničljivo. Vojne so, požigejo vse, mesta propadajo, pozabi se, vse se in kar naenkrat spet nekdo poje. Kar naenkrat nekaj cveti, spet so, ne, in vse to, kar je najbolj krhko, najbolj minljivo, kar imamo občutek, da lahko potacamo zavedno, kar naenkrat na nekem popolnoma drugem kraju, v nekem drugem času, za neke druge oči, to je bistveno, ne, za neke druge oči spet, ne, zagledaš nekaj lepega. In to je vrt. Vrt se mi je skozi, ne, s temi očmi sodobnega nas potrošnikov, se mi je vedno zdelo, vrt, ne, zelenjavni vrt, to je vse, kar je minljivo, kar je samo za eno sezono, je za 2-3 mesece, ne, ampak s toliko vneme, ne, s toliko veselja, se s tistim ukvarjaš, kar potem jeseni pač pravzaprav izgine in vrtovi bi morali propasti, ne, pa odide se družina in se zapusti, pade vse, ampak ko prideš in to vidiš, imaš to silo, imamo ljudje v sebi, ne, tako kot imamo to silo za lepo, za dobro, ne, imamo tudi to silo, da treba rože dvigniti. No, pa poglejte to lepo sliko, ki jo je vzel v kakšnem vrt navdihnil. Vedno nam slike posodi za ta večer Silvester Plotaj Siko, ki je en redkih slikarjev slovenskih, ki obvlada te žive barve, zeleno, modro, rdečo, rumeno, tako da imamo zdaj vrtle v zadnji, mizo na vrtu in malo vazijo, recimo. Naj se še malo vrnem svojim stari mami, zaradi tega, ker pa tudi tvoja je najbolj taka, ko pišeš v tisti kiti, dolgi, pa kako se je česala z glavnikom, vse isto moja stara mama. In teh žensk, ki so nosile rute na glavi, ni praktično več.
to pa zgine, ampak so pa sreč v našem spominu in v naši poeziji in na vrtu, ker ti z rohami tvoje stare mame marsikaj primeš, a ne? Moram reči, da obe zelo pogrešam, tako se mi zdi, zakaj jo nisem še kaj vprašala, ker ona je imela tako noro življenje, rojena je bila v Ameriki in tako, zakaj jo ne tako, potem ti je tako žal, zakaj nisi več zvedel, zakaj nisi več komuniciral z njo, tako da, ja. Ja, bodimo pozorni, prosim, tle je ena stara mama, lahko jo še kaj vprašate, dokler je še živa. Mene je tudi žal, da mi je šla moja stara mama fajn na živce. Ne, ker je bila taka klerikalka, vse je moralo biti, kaj bodo pa drugi rekli, pa ne vem kaj. Ampak zdaj, ko pomislim na njo, koliko lepote je bilo v njenih gibih, kako se je ona posvečala tej Kiti, temu glavničku, tem rutam, kako je ona obdelovala. Mi smo tudi imeli, oni so imeli v Celju ogromen vrt okrog hiše, kako je dedek vlagal. In on, profesor latinščine in grščine, ki ni nikoli preklinil v življenju, zato tudi jaz ne znam, je rekel eno samo kletvico, ko je vlagal humare. Pa ni šla not več ta zadnja humara, pa je rekel fardamana. Pa je porinil, jaz še zdaj ne vem, kaj je fardamana. Nekaj strašnega je v mojih otroških očeh. In Dušan, a se mi od nekdaj tako spominjamo? Ali se spominjamo, ko gremo s hriba v dolino in vemo, kdo nas čaka v dolini? Ne vem, mislim, da smo pravzaprav smo narejeni iz spominov, iz česa drugega pa smo narejeni, ne? Saj ne vemo nič drugo ne vemo, kar to, kar se je pač nekje zgodilo ali pa kar se je nam zgodilo in iz tega samo črpamo to, kar bo. Saj, ko pa človek, ne vem, to je zelo preprosto, jaz mislim, da smo narejeni iz spomina, iz spominjanja in še hujše je to, da se malo ljudi spominja ali samo v tistih pač ključnih trenutkih, ne, tako zakaj je poezija. Zato, da se berejo uspavanke malim otrokom in da se berejo žalostinke ob pogrebih, ne. In to so trenutki, ko se spominjamo. V vseh ostalem času ali pa obletnice, ne vem, poroke, pa lepih stvari in tako, ampak besedilo, ne, to včasih se je reklo temeljno besedilo za te spomine, pa odkot prihajajo? Od pesnikov. Ne? In kaj bi bilo, če se na svetu nihče ne bi več spominjal? Kam bi ljubezen šla, če se nihče ne bi več spominjal? In celo Judje pravijo, imajo legendo, da mora na svetu ves čas biti vsaj 37 kadikov, pravičnih. To so tisti, ki ohranjajo stik z Bogom, ki držijo skupnost, ne, in ki obnavljajo jezik. In če jih je manj kot 37, svet razpade. Ampak, jaz parafrazirajmo to, samo malo, kaj bi bilo, če ne bi bilo več pesnikov? Jaz pravim, mora biti na svetu vedno vsaj 37 pisateljev, ki ohranjajo stik z jezikom, obnavljajo jezik in delajo, kaj delajo? To, ko se dogaja, skupnost. To nevidno skupnost bralcev in pripovedovalcev. Mi, ko beremo knjige, smo raztreščeni vsi po svetu, saj ne vemo, kdo kje, kdaj bere. Nekateri po dnevi, nekateri po noči, nekateri za prosti čas, nekateri službeno. Vsi nekaj, nekje pač v nekem trenutku nekaj beremo in ne vemo pravzaprav en za drugega. Ampak vsi mi smo ta nevidna skupnost, ki se, kot delamo, spominjamo. In ko se srečamo, si pripovedujemo zgodbe, poslušamo en drugega in imamo nekaj skupnega, kar se ne bi smelo nikoli izgubiti. In
iz tega so narejeni naši spomini. Iz takšnih trenutkov, iz ničesar drugega. Vse drugo bo pozabljeno. Irina, se strinjaš? Zelo se strinjam s tem, kaj je tako lepo povedal, ampak jaz tudi bom šla zdaj spet malo k našemu rjavcu, k našim živalim, ne? Da ko se peljem domov v Novo mesto k mami, zmeri imam na poti 2 gnezda štorkle in zmeri čakam, kdaj bodo prišli nazaj. In se zmeri, ker ptice me zelo fascinirajo, in se zmeri razmišljam, kakšen je ta njun spomin. Vem, da vsaka, ker sem pisala pač veliko člankov in sem se veliko pogovarjala z opazovalci ptic in biologi, vsaka štorkla, pač gre za par, ampak vsak odleti posebej v različnih časih in se tudi pot njuna zelo razlikuje. Nikoli ne gresta skupaj v Afriko in se vrneta tudi ti 2 štorkli, ta par, vsak posebej v različnih pač nekih časih, včasih tudi z par tedensko zamudo. In se tudi pri pticah vedno sprašujem pač o teh spominih. No. Sej, mislim, da tudi pesnike to vznemirja, ker se tudi pesniki veliko sprašujejo o pticah in o živalih in o naravi. Ne? Ne morem pozabiti tvojega opisa v Stari mami, ampak a si ti toliko ljubezni pisala ali pa razmišljala o svoji stari mami, ker si bila sred ljubezenskih dram, mlado dekle, ali se spomin bolj prebudi, ker se srce malce umiri? Ja, jaz mislim, da starejši, ki si, bolj te zanima, od kje si prišel in kaj je zapisano o tvojih genih. In tako, kot smo prej rekli, bolj ti je žal, da nisi več zvedel o ljudeh, ki so bili še živi ali pa, ki so bili tej spomini še bližje. Tako da ja, ampak jaz sem bila zmeraj fascinirana tudi nad svojo to staro mamo in sem imela zmeraj nek poseben odnos do nje in sva se najbrž marsikaj v neki tišini zvenile. Sem pa imela tudi starega očeta, na katerega sem bila noro navezana, ki je bil tak 2 metra visok, k Beket je izgledal. Ko sem bila pa tudi, to je pa iz Bele krajine moj stari oče, ko sem bila veliko pri njih na počitnicah in on pa sploh govoril. On je pač po smrti mojega očeta imel nek živčen zlom in je se zelo vase pač povlekel. In sem bila tam 1 mesec, tak majhen otrok, ki je skozi nekaj govoril, pa je pa mama prišla po mene, pa nisem več nič govorila, ker jaz sem bila skozi z njim in midva sva se vse zmenila. Tako da ja. To so te zgodbe o prednikih. Ja. No, ampak vsem povemo še kaj o filozofiji. Koliko je tu filozofov s teboj in zgodbe od njih si pobrala? Recimo, zelo me je presunil Orwell, ki je bil na smrt bolan, ne, pa je še zmeraj urejal svoj vrt. In Orwell mi je, moram reči, eden ljubših pisateljev. In sem brala pač vse njegove romane, vse njegove eseje, ampak šele potem sem prebrala to, da je imel na stara leta, ki je bil zelo, mislim, saj ni bil to, ki je bil mlad, ki je umrl, ki je bil že zelo bolan, je pač imel tuberkulozo in namesto da bi šel kam na Mediteran, je šel pač na najbolj vlažen, nemogoč otok na Škotsko v Džuro in je tam pač imel vrt, streljal je zajce, kuhal marmelado in pisal 1984. Potem je bilo z njegovim zdravjem pač tako slabo, da je mogel iti v London v bolnišnico in je tam nadaljeval in je ves čas imel v kotu bolniške sobe ribiško palico, da jo je gledal, ker je upal, da bo nekoč pač s njim spet v redu, pa da bo šel loviti ribe. Ampak neutrudno je pisal in zaradi pač sesutih pljuč so mu prepovedali, da bi pisal z desno roko in so mu jo dali v mavec, ampak se je naučil pisati z levo roko in je še kar naprej pisal. In ves čas tudi obsedeno kadil, ker je bil verižni kadilec, to mu pa niso. Pisanje so mu prepovedali, kajenje pa ne. Tako da, zanimiva doktrina. Ja, ampak zanimalo me je in potem sem začela odkrivati in sem ugotovila, praktično so vsi pisatelji, pesniki imeli pač svoje vrtove. Wittgenstein je urejal nek vrt, ki je bil v samostanu nekem,
Voltaire se že ve, a ne, tudi Montaigne v svojih esejih, v svoji solati piše rad, Virginia Woolf je bila najbolj srečna na vrtu. najbolj srečna. Ja. Tudi Kafka je imel vrt. A to pa nisem vedela. Ja, zdaj pa berem Kafkovo biografijo, kaj je prevodil in sem točno zdaj, ko smo v teh tednih smo okrog filozofije pa tega in sem takoj, opa, to je še eden, to kot ti moram povedati, sem si prav mislil, Kafka je bil tudi vnet vrtnar. To si ne bi mislila. A ne? Ja. No, kaj si ne bi mislil? Ob službi, ko je zapustil tisto pač dolgočasno službo, ne, ampak pisal je tudi non-stop, ampak vrt je bil njegova vredna obsesija. No, zanimivo. Tako da ja, ne? Da ne govorimo pač o grških filozofih, kjer se je vse začelo tudi na vrtih. Hodili so po vrtovih in filozofirali, Ja, epikurejci so tudi zelenjavo hojili in imeli svoj vrt in so bili samooskrbni. samoskrbni, ja. To ti še Zato- pišeš ja. Tako da, vrt je pomemben. Mogoče bomo nekega dneva vsi spet imeli vrtove. Jaz Ker mislim, je da možno. Jaz mislim, da v teh časih zdaj pa res. Včasih si dobil stanovanje, ne, neko meščansko si dobil tudi v bloku ali pa v stanovanjski hiši, ti je pripadal To tudi je vrt. zemlja, ja. To smo imeli mi vrt. Ti zaključuješ to imenitno knjigo s primerom Anglije, kako je Anglija preživela drugo svetovno vojno. Ker vojna prihaja, ne, je fajn, če se mi tudi malo pripravimo na njo, a nam na kratko poveš, kako je Anglija obstala in preživela drugo svetovno vojno. Enkrat sem bila v Londonu in sem slučajno naletela na neko najboljšo, mislim, tako je bila dobro postavljena razstava, ki je govorila pač o Veliki Britaniji med drugo svetovno vojno, ki je bila absolutno obkoljena, nobene hrane niso mogli uvažati in oni so ustanovili ministrstvo za prehrano. In minister tega ministrstva je bil, zdaj sem pozabila točno, kako je njegovo ime, ampak nek krasen človek, ki je poskrbel, da v zelo različni družbi so vsi otroci dobivali mleko, vitamine in je spodbujal ljudi, naj v parkih, na svojih vrtovih pač sadijo zelenjavo in je naredil odlično tudi reklame, Motivacijske plakate, govore, fantastično. govore, ja. In dejansko so pač ljudje začeli gojiti kure, zelenjavo na svojih vrtovih in preživeli pač to grozno drugo svetovno vojno. In je bilo kasneje ugotovljeno, da nikoli v Veliki Britaniji ni še bilo in tudi ne bo tako zdrave generacije otrok kot med drugo svetovno vojno. Ker so pač jedli samo zdravo hrano in ne. To se mi zdi zanimivo. Mislim, da je zelo pomembno sporočilo, to, da ti predlagam, če to poglavje skopiraš, pa ga pošleš novi vladi, Ja. da bi malo začela razmišljati spet o samooskrbnosti prebivalstva. In v ministrstvu za prehrano, ne, se mi zdi to kar v redu Da ne ideja. bomo v teh imeli časih. samo digitalizacije, ker zdaj gre vlada spet v to smer, to nas samo oddaljuje od zemlje, od ljudi in od vsega, da bi malo rili po zemlji in postali dobri ljudje. Jaz mislim, da če neka država pač ne razmišlja tudi v to smer, ne razmišlja o neki samooskrbi, o neki zdravi hrani, to pač ni sodobna država Yes. in ni država, ki ima neko vizijo. No, s tem bomo končali, ste za to. Tako da hvala lepa, hvala lepa. Draga Barbara, Prosti, samo še to, lejko, zdaj sem že po aplauzu. O samooskrbi ni država, pa če ne razmišlja o poeziji, tudi ni država. torej, saj to je poezija, če pomisliš. Ne? Torej, ti pa novemu ministru za kulturo to napiši. Ja, ne, se tega ne bo več, no. Bo novo. Torej, vemo, samooskrbni s hrano in s poezijo moramo biti v prihodnosti. Draga Barbara, za zaključek, ker mi smo stlani tudi iz glasbe. Glasba je pravzaprav poezija v notah,
Tako da zdaj bomo eno čudovito, lepo pesem slišali. Za konec hvala ti.
Hvala lepa, draga Barbara. Vidimo se tudi naslednji mesec, 12. junija. Upamo, da bomo že na dvorišču, bomo imeli veliko fešto, kjer bomo slavili našo knjigo pisem Nagovori tišine. Boste videli ljudi v živo, zdaj je samo predstavnik Dušan Šarotar. In se bomo poveselili na en svojski način, malo v tišini pa veliko z ljubeznijo. Tako da 12. junija, nasvidenje. Hvala lepa, Irena Šlavdoha, hvala Dušan Šarotar. Hvala vam, vi ste tako zvesti, da sem jaz prav ganjena. In sem rekla, nekateri smo skupaj že 30 let. To se skupaj staramo. A ni to lepo? Ja, hvala vam. Nasvidenje.